V gospodarskem forumu smo v zadnjih 2 letih kar organizirali nekaj odmevnih konferenc. Mnogi izmed vas ste se jih udeležili in vse so bile na tematiko obvladovanja krize in iskanja rešitev iz te krize. Na današnjem dogodku bomo dali poudarek področju zakonodaje, področju financiranja, vlaganja v podjetja in izobraževanja, izobraževalnega sistema. Vse to so teme, ki smo jih že velikokrat naglaševali, da so potrebne. Potrebno je pa tudi govoriti o start-upih, o novih podjetjih in seveda o tem, da so to tudi priložnosti za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Poročilo OECD-ja, za katerega ste gotovo slišali, bilo je dano februarja 2011, izjemno opozarja Slovenijo na potrebnost po strukturnih reformah. Izjemno opozarja Slovenijo po tem, da mora postati bolj konkurenčna. Po strukturnih reformah, po tistih, ki so prave reforme, ne samo reforme zaradi semaforja in reforma zaradi reforme, ampak tiste, ki bodo dvignile ta osnovni temelj in to je gospodarstvo. Iz tega potem prihaja vse ostalo. Da je pri tem tudi uporabnih znanj, ki prihajajo danes iz našega sistema izobraževanja, zelo kritično malo. To lahko slišimo mnogo gospodarstvenikov, ki so izjemno kritični do kadrov, ki prihajajo v podjetja. Kajti znanja se rabijo tista, ki jih je moč prodati. Znanje samo zase ima vrednost samo takrat, ko ga lahko unovčiš na trgu. Sicer nima vrednosti. In še to, da je potrebno vzpostavljati pogoje, kar izvolite tukaj, da je potrebno vzpostavljati tudi pogoje, ki bodo privlačni za investitorje, tako domače, kakor tuje, in da ne bo država lastnik tako rekoč nad vsemu. V poročilih OECD-ja je prav hudo videti, kako visok je ta stolpec državnega lastništva in vemo, kaj vse je s tem povezano. Poleg tega velikokrat slabega gospodarjanja so povezani tudi različni vplivi, ki nimajo veliko povezave z stroko in z učinkovitostjo. No in glede na to, da smo si že v našem mandatu zadali natančen načrt, razvojni načrt, da so inovativni centri, tehnološki centri po Sloveniji tisti, ki lahko ustvarjajo, kreirajo pogoje za nove start-upe in za nova delovna mesta. In kaj imamo danes? Imamo sicer tehnološki park Ljubljana, imamo tudi Celje, imamo še katerega, ampak večina teh pa tako rekoč stoji na papirju. In če se vrnem na tehnološki park Ljubljana, ne želim kritizirati to, kar je narejeno, ker veliko je dobrega narejenega, ampak v tem prostoru se ustvari na leto 30 novih start-upov, ki zaposlujejo približno 7 zaposlenih v povprečju. To pomeni 210 zaposlenih, mladih, novih na leto. Kar bi pomenilo, da rabimo 50 let za to, da zaposlimo, da ustvarimo pogoje za vse mlade brezposelne, ki jih imamo danes. Ali imamo ta čas? Ali si ga lahko dovolimo v Sloveniji? In mnogo podjetij bi se razvilo, če bi banke jim dale 10 tisoč, 20, 30 ali 50 tisoč rizičnega kapitala sicer. Ampak ne, banke so vlagale v podjetja, ki so bila na videz varna in nerizična. 100-krat in 1000-krat več. 1000-krat več. In danes smo v situaciji, ko bo vse to nazadnje, ti dolgovi bodo prišli na ramena davkoplačevalcev. Namesto razdrobljenega kapitala, ki bi gotovo bilo nekaj izgubljenega tudi, ampak v večini pa bi povzročil nastanek novih delovnih mest in novih tehnologij in novih priložnosti. In še pomladna napoved našega Umarja
Kaj pravi? Pravi to, da so bile jesenske napovedi preveč pozitivne, preveč optimistične. Gospodarska rast bo še nižja, kot je bila napovedana. Torej, namest 2,5% bo padla na 2,2%, že tako in tako nizko. V letu 2012 bo iz načrtovanih 3% padla na 2,6%. Da se bo inflacija povečala že v letošnjem letu na 3%. Seveda je tudi tu dejavnik draga hrana in dragi energenti. Ampak vendar vse to dviguje tudi ta del. In posledica 115 tisoč brezposelnih, ki jih bo še več, tudi po napovedih Umarja. Gostje današnjega omizja, pridružil se nam je še tudi gospod Bitenc, izvolite z enim stolom priti bližje, so tisti, ki niso samo iz teorije, ampak so tudi iz prakse. Torej, iz prakse nam bodo povedali marsikaj, predvsem pa bomo verjetno lahko ugotovili, da dober gospodar zna gospodariti tudi v kriznih razmerah. Šele takrat je res dober. In danes je 14. april, je tudi praznik mesta Ljubljane, občinski praznik. Pred več kot 700 leti je bila Ljubljana prvič v pisnih dokumentih omenjena kot mesto. Torej, bil je čas, ko je bil trend razvoja navzgor.